bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Simon Godi nam je pripravila kavico, ki je dodala maslo ghee, zato da to malo prečisti, požene, da gre v glavo. Skratka, to je ta prava kava. In sediva na školjkah, ker je to zelo pomembno, čeprav je to malo tabu. In jaz predlagam, da znova potegneva vodo. Ja. Evo. Na vse kavico bi lahko tudi z kokosovim oljem, lahko je tudi jaz znam čas tudi kakšno konopljino, odvisno kaj je, tako da ta maščobica, ampak najbolj so te srednje verižne maščobne kisline, ki ne rabijo žolča toliko za prebavo. Tako. Ja, ker gre hitro v energijo. Zdaj bova pa še kakšne... In s tako kavico navadite telo, da pade ta kofein v telesu, pa pade ta maščoba, da telo začne iskati maščobo za energijo, ker ga s tem navadimo zjutraj, da ve, kaj z maščobo početi in potem jo začne iskati po telesu. Danes bova povedali še kaj več tudi v vlogi magnezija, v vlogi probiotike. V tale trenutek me pa zanima kaj o kakcih. In sicer je pomembno, da pogledamo, kakšen je? Ja, saj na internetu imate posebno tako tudi tabelco. Tudi danes smo jo pripravili, ja? Ja, da se da to absolutno, tako da bi si mogli pogledati še posebej, jaz pač delam te razne delavnice za regeneracijo črevesja, ker je motena absorpcija, če so celi kosi notri kakšne hrane, pomeni, da je lahko manjka kakšnih encimov, tudi črevesje ni urejeno, lahko tudi manjka kisline želočne in je potem ta absorpcija zato problematična, ker se hrana ne prebavi. In mi smo mimoidoče spraševali, če pogledajo, kakšen kakec je prilezel iz njih. Ja, pogledam. Ne. Ja. Ja, seveda. Ne. Ne. Ta prav kakec, pravi Simon, je tak ena bananca in pa temno rjav, pa skrb, da se drži. Kakšen je pa absolutno kakec za preplah? Ja, zdaj, vse sorte, zdaj tudi odvisno, kaj smo jedli, ampak mogoče, če je izrazita driska, se že nekaj dogaja, ali pa če je zelo trdo, pa tako, kot bi, tako kazajčki ali tiste ovčke, ali tako. Srnce. Tako, pač to ni idealno, ampak vse, kar ni idealno, je že nekaj se dogaja v telesu. Lahko pa prije najprej, da je malo trši, pa je pol malo tekoče, tako, različno je, pač tudi odvisno, kaj smo jedli, pa v kakšnem stanju je črevesje. Je pa to za spremljati, tako da ni to kar tako. Ni kar tako, Se premalo zavedamo tega, Medtem, ko recimo kakšnih 10 let nazaj sploh nisem poznala izraza probiotiki, danes redno berem in spremljam vedno nove knjige, vedno nove študije o tem, kako so probiotične bakterije, kako so dejansko pomembne v črevesju in pač koliko je to fajn zadeva, pa koliko smo si jo že uničili in z antibiotiki in z vsemi temi zadevami. Kakšna je tukaj vloga probiotikov? Ja, zdaj, v bistvu probiotiki, mi imamo v našem črevesju 2,5 kg bakterij. Zdaj, zaželeno je, da so to koristne bakterije, da je čim manj kandide. Zdaj, kandido ne smemo čist uničiti, pa jo čist iztrebiti, ker brez nje umremo, ampak jo moramo regulirati. Tako da ponavadi imamo to disbiozo, se reče, neravnovesje teh koristnih in nekoristnih bakterij, pa so pa tudi te kvasovke. Saj kandida so v bistvu kvasovke. In ta naš milje mora biti, pri tem se reče mikrobiom, in te bakterije v bistvu nadvladajo, genetika njihova nadvlada genetiko, našo genetiko, naših, tako da smo mi 99% smo bakterije, ostalo smo šele mi. In narekujejo v bistvu, kako bo naše telo sploh delovalo. Jaz se pač bolj s hormoni ukvarjam, definitivno črevesne bakterije narekujejo delovanje hormonov, pa tudi ostalega dogajanja v našem telesu in mora biti to uravnoteženo. In danes je že tako zunaj izumrlo več kot 60% živali v zadnjih 60 letih, sem zdaj poslušala ene nove zadeve, te, ki so vezane na vodo, ki zunaj vodo pijejo, V črevesju pa v bistvu danes sploh ne najdejo ta pravega vsepka,
ki bi bil idealen, da lahko proučujejo sploh to mikrobioto, odnosno ta mikrobiom. In ker je v bistvu vsem nam je že 30% nekje izumrlo teh bakterij, zato je danes tudi toliko alergij pri otrocih, toliko vseh problemov tudi s hrano, te intolerance na hrano, ker ta disbioza povzroča tudi poškodbe črevesja. In ni pravilne absorpcije hrane, pa se to vse zadržuje. Tudi določene bakterije se tudi hranijo z nekimi toksini. In to mora biti uravnano, mora biti pravilno ravnovesje. In to neravnovesje je v bistvu danes tudi vzrok določenih bolezni. V prispevku smo zajeli, katere so tiste stvari, ki nam ta disbalans, to harmonijo tukaj dejansko rušijo in tudi kako torej vzgojiti dobre bakterije. Dajmo pogledati posnetek. Končno prihaja čas, ko se bomo nehali vse prek boriti proti bakterijami in bomo dojeli, da so prav koristne bakterije lahko naše naravne zaveznice proti patogenim bakterijam, ki nam grenijo življenje. A ni vsak probiotik dober probiotik. Za vas smo raziskovalci oddaje Klepet ob kavi sestavili edinstveno mešanico probiotičnih in prebiotičnih sevov, ki povsem uravnajo črevesno mikrofloro, ki predstavlja osrednji steber naše obrambe, našega ravnovesja v telesu, našega zdravja. Ceno te edinstvene in močne probiotične mešanice smo ob tej priložnosti še znižali. Tako lahko prejmete stekleničko s 30 kapsulami za zgolj 33 evrov. Cena posamezne kapsule je torej €1,10, zadošča pa za mesečno kuro. Koliko in kdaj zaužiti probiotike? Najbolje pred obrokom hrane, da se čim prej prebijajo skozi želodec in pridejo do črevesja, ali pa pred spanjem, ko se telo ponoči obnavlja. Probiotična terapija naj bi trajala vsaj 4 do 6 tednov, saj se v tem času v črevesju vzpostavijo trajne kolonije bakterij, dobrih bakterij. Nato sledi vzdrževalna terapija in sicer po 1 teden na mesec. Enkrat na leto ali ob menjavi letnega časa pa je smiselno opraviti tudi preventivno kuro. Vsaj tako svetuje dr. Detoni. 02 6200 230 je telefonska številka, kjer lahko edinstveno mešanico probiotikov s prebiotiki tudi naročite in sicer po znižani ceni danes zgolj 33 evrov. Torej 02 6200 230. Če jemljemo probiotike, je pomembno, da vsebujejo tudi mešanico prebiotikov, ne? Ja, ker prebiotiki so v bistvu različne vlaknine, ponavadi je to inulin ali pa kakšni TFOS, tako da prebiotiki hranijo bakterije. Probiotiki je pa dodajanje različnih teh stringov, različnih populacij bakterij. Fino je, da so skozi različne, da je čim več različnih, da je samo ena vrsta. Recimo, jaz osebno vzamem zvečer kak probiotik, sploh kadar vidim, kaj se mi dogaja recimo čez dan, pa moram reči, da so kar redna v temu. Ena od stvari in trikov, ki jih pa zraven še včasih uporabim, pa ne vem, če je to prav ali ni, da si položim topel terbofor na trebuh. Ja, to je vedno za prebavo je to dobro, ker se potem tudi to malo pospeši, saj vemo, in topli čaj, vse te zadeve tudi malo limfo spodbudijo in potem telo samo je prisiljeno, da ko se čisti, limfa v bistvu čisti strupe, da to se potem ta motilnost tudi poveča. Ker dostikrat pri zaprtosti pride do tega, da se ta peristaltika, ta motilnost, to krčenje črevesja v bistvu poleni. Ker v bistvu te živčni končiči, odnosno te nevrotransmiteri, ki so za to pač odgovorni, nekako zgubijo kontakt z našimi možgani in ni te prave povezave. Ni komunikacije. Ja, in mi moramo v bistvu to spodbuditi. Zdaj, če skozi jemljete laksative, si tukaj delate malo medvedjo uslugo. Tako da je boljše, da se spremeni prehrana, dodajte žličko maščobe,
pač zdrave maščobe v prehrano, da bo to lepo drselo ven, ne, da bo zdrsnilo ven. Dodajte vlaknine z dovolj vode, da to nabrekne, da se ustvari neki pravi volumen in tako, kot sva rekla, pol kile do kilo zelenjave na dan, garantiram, da ne bomo z maščobo, da ne bomo zaprti. Lahko v obliki juhe, tenstana, v obliki solate kombinirati. To jaz pač učim tudi v tem moji spletnem programu Moja prehrana, ki so jedilniki tako narejeni, da s tistim jedilnikom ne morete biti zaprti, recimo. Vse gre kot po maslu, pravijo. Ja, sej, zato se reče kot po maslu, ker zdrave bakterije, bodi si te, ki jih dodajamo z probiotiki, ali pa pač tiste, ki jih vzgojimo, ne, v našem črevesju, tudi proizvajajo določene maščobne kisline, med katerimi je ta buterinska kislina, ki tudi pa pospeši absorpcijo nekih hranil in to celo ravnovesje. Se pravi, absorpcija je tudi boljša. Ja, absorpcija je boljša. Vsega ostalega pol tudi iz hrane. Hranil, mineralov, vitaminov. Ker jaz sem dolga leta kupovala kvalitetno hrano, jedla en kup stvari in je vse vam padlo, vse vam padlo v školjko, zaradi tega, ker ni bilo nobene absorpcije. Še po možnosti celi koščki notri, ne? Ja, dejansko sem gledala. Doskrat se vidi koruzo, recimo, ker koruza je tako težko prebavljiva, kar celi koščki, če jo jeste v kakšni solati. Se krviti, ja. Krv se vidi v kakcu noter. Kakšna je pa recimo vloga magnezija? Jaz sem res začela tole prakticirati, da si namažem magnezijovo olje recimo na trebuh, pa se kamorkoli bega preko kože se tako in tako hitreje in bolje. Magnezij je mineral, ki v bistvu spodbuja to peristaltiko, tako da spodbuja te, bi rekli, nevrotransmiterje, to živčeve, ki to porine naprej. Najbolj, če bi ga jedli, je najboljša oblika citrata, ker če ga preveč pojeste, boste dobili drisko. Se tudi, če preveč C vitamina pojeste, boste dobili drisko, vas bo pognalo. Ali pa, ker je pa teža absorpcija, je pa boljše si namazati. Zdaj si pa kar namažemo tukaj, da je zdaj po eni logiki čim bližje, da se hitro to absorbira in je lahko to zelo, zelo koristno. Tako da magnezij je eden izmed faktorjev. Samo mora biti prava oblika. Niso vse oblike za črevesje. Tako da tukaj je malo razlike. Ker tudi stres, recimo, magnezij malo sprošča mišice. Sploh, če se mi toplo stuširamo, ta toplota v bistvu sprošča. Tukaj je največ receptorjev za kortizol, hormon, stresni hormon. In če je ta hormon povišan, se v bistvu ta peristaltika se ustavlja. Ker kadar je hormon kortizol povišan, se tudi ščitnica ustavlja. In gre v eno tako zimsko spanje. Zato tudi stres pripomore k zaprtosti, zato ker telo avtomatsko odklaplja to porabo po hrani. Tako da, če vi v stresu jeste, da ste znervirani, pa greste jest, katastrofa. Sploh telo ni v modusu prehranjevanja, absorpcije, ampak bo samo nekam to zbilo in ni pravilno. Tako da se je treba umiriti. Zato so včasih molili pred hrano, pa se moli, pa se pripravimo, tudi ko sami pripravljamo hrano, je neka energija, telo se pripravlja, te vonjave, to je vse pomembno, ta užitek v hrani, pa počasi je zgrist in to, da se to vse poveže, da sploh se neki hormoni sprožijo, da bo začelo telo neki se s hrano ukvarjati, ne da sam neki mečemo vase. Tale trenutek pogledamo še nekaj informacij o magneziju, pa pridemo nazaj, se poslovimo in mogoče še kakšen recept. Po 50. letu starosti je potreba po magneziju močno povečana. Poleg tega jemanje nekaterih zdravil prepreči vsrkavanje hranil, zato telo magnezija potrebuje še več. Ključen je tudi pri delovanju srca, pravzaprav vseh mišic, pa tudi za močne kosti in zobe. Magnezijovo olje namreč sprošča mišice in odpravlja krče, blaži vnetje mišic, zmanjša bolečino, zagotavlja energijo telesu, saj magnezij sodeluje pri, pazi, več kot 300 pomembnih procesih v telesu, med drugimi tudi zmanjša izčrpanost, umiri živčni sistem, pravijo mi tudi tak antistresni mineral. Kaj pa vas bo še bolj presenetilo o magneziju in magnezijevem olju? Povečuje proizvodnjo hormonov serotonina in melatonina, ki pa sta ključna za dober spanec. Naročite ga lahko danes po ceni 22 €, kjer prejmete kar 200 ml magnezijevega olja, ki ob redni uporabi zadošča za vsaj 40 dni. V ceno je poštnina vključena. Naročilo pa na 02 6200 230. Magnezij malo pika, ne?
Ja, mene sprašujejo, je to v redu, to povzroča alergijo. A je to alergija? Saj tudi sol, če si date na kožo, bo pikala, ne? Če je tamle v morju, pa tudi pika. Sploh, če imate, ne, če je kakšna Ampak bolj, ka pika, bolj ga rabimo. Ja, jaz bom tako rekla, jaz, ko sem na začetku me je bolj pikalo, zdaj pa, ko se jaz namažem, mene že sploh več ne pika. Saj ti tudi, če si redno, ne? Ja, ampak jaz opazim, kakšen dan, odvisno od tega, kaj sem počela. Ja, glede jih premal, ne? Ja, kakšen dan prav uno, wow, okej, krdej. Kakšen dan me nič ne pika, kakšen dan pa res, kar konkretno. Če pika, pomeni, da telo zelo potrebuje, ne? Tako da, če se masirate, recimo, ali pa vrače, je fajn si to malo toplo. Ja, tukaj. Pa pol to sprostita, ne? In potem se celo telo sprosti in se potem vsi nekje, vse dejavnosti v telesu se drugače začnejo dogajati. Tudi glavoboli se lahko sprostijo, stres se umiri, posledično vse ostalo, tako da to je zelo koristno, en tak večerni obred, recimo, za sproščanje za te stresne situacije današnje. Zadnjič smo govorili z Marijo Kolman tudi o pomenu savnanja s fitobočko, ki jo imamo celo tukaj iz sibirske cedre. Kakšno je pa tvoje mnenje o savnanju, pa to, dejansko, čakaj, kakšen podatek je bil, da tukaj 15 ali 30 minut noter oziroma v savni pač na toplem je isto, kot da bi 5 kilometrov pretekel? Ja, je možno, da deluje savna kot telovadba. Sej, zakaj v bistvu se priporoča to gibanje pa laufanje, da se spotimo, da grejo te strupi ven. Ker koža je v bistvu najboljše razstrupljevalno orodje našega telesa. Jaz moram reči, če sem imela, zaradi to, ker imam žile, krčne žile, sem nagnjena k temu, malo odpor do savne, ampak sem zdaj pogruntala, če ni zelo vroča, pa če se pravilno savnaš, da je super. Še posebej bi priporočila tistim, ki ne morejo telovaditi, ki so malo omejeni, da se na ta način razstrupljajo, ker bojo tudi tako hujšali, ker strupi, ki ostanejo v telesu, tudi povzročajo, da se mi redimo in da ne moremo shujšati, zato ker se naberejo v maščobah in telo še dodatno tvori maščobe, zato da bo shranjevalo te strupe notri. In s tem, ko se mi savnamo, to je najbolj, to itak vsi priporočajo, ker se tudi z vzroki za zdravljenje ukvarjajo, da mi to da se očistimo. Tudi tam 2-krat na teden do 3-krat, da se to očisti. Sploh pa pač tisti, ki imamo avtoimunske bolezni, ne moramo toliko telovaditi, da ne iziritiramo imunskega sistema. Ali pa pač, če vi tečete več kot pol ure kardiovadbe, ta je vadba, ki nas bo zašvicala, po domač povedano, dvigne kortizol in moti druge hormone, ker je povišan kortizol. Tako da se taki vadbi izogibamo, če pa ne delamo take intenzivne kardiovadbe, se pa ne bomo spotili. Tako da savna je idealna za kombinirati in je fantastična. Jaz sicer ne delam tega, da grem pol v sneg se metati, pa to, ker lahko zakrči nazaj mišice, ampak se sam stuširam lepo z mlačno vodo in potem spet se ponovi ta del. In je izredno dobro za proti stresu, za hormonsko ravnovesje za ženske, ker se izrazito regulira lahko kortizol in posledično ostale hormone. In to je zdaj tudi ena moja ljubezen savna zadnje čase, pa sem imela odpor, tako da veliko ljudi se boji savne, ampak je zelo koristna. Te biosavne, zeliščne so pa še sploh dobre, ker še dodatno vlečejo strupe ven in se v bistvu razstruplja, ker to moramo, ker je danes preveč strupov v okolju, in tudi shujšamo posledično, zato ker grejo strupi ven, ker danes so problem, niso samo kalorije problem pri hujšanju, ampak so problem te obesogens, jaz ne vem, kako se to po slovensko reče, v glavnem toksini, ki povzročajo debelost. In tisti, ki ne morejo shujšati, je to lahko zelo dobro orodje. Najlepša hvala, Simon Godina je bila v naši družbi in dajva še enkrat potegniti. Ja, mene že, tlej sem že malo moride skoraj fasala, ko sem tole.